Gospa Irgl, zakaj je bil na komisiji sprejet sklep, da obstaja utemeljen sum, da je šlo pri delovanju službe za varovanje predsednika vlade Roberta Goloba za negospodarno in nepregledno porabo javnega denarja? Ja, poglejte, poslanci stranke Demokrati smo zahtevali sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, ker smo utemeljeno sumili, da gre za negospodarno in netransparentno porabo javnih sredstev v primeru službe za varovanje predsednika vlade. To je pokazala odločba oziroma to so razkrili mediji, ki so poročali, da je pač potrebno pregledati posle, ki so bili opravljeni zlasti glede višine plač oziroma mase plač pri varnostnikih, ki varujejo predsednika vlade. Tako da jaz mislim, da je današnja komisija dejansko pokazala, da je bil ta sklic upravičen in nujen. In še posebej je pomembno, da je bil sprejet tudi sklep, da Računsko sodišče opravi revizijo tega poslovanja pri uradu predsednika vlade in morate vedeti, da so bile tukaj ugotovljene hude kršitve delovnopravne zakonodaje, zlasti zakona o delovnih razmerjih. Prav je, da na to opozorimo. Tudi predsednik sindikata policistov je povedal, da urad oziroma služba za varovanje predsednika vlade nima ustrezne pravne podlage oziroma da policisti, ki varujejo oziroma varnostniki, ki varujejo predsednika vlade z posebnimi pooblastili, nimajo ustrezne pravne podlage. In mislim, da je na to potrebno opozoriti, seveda bomo v nadaljevanju še bolj pojasnila. Gospod Rezar, kako odgovarjate? Ja, jabolko s potike so tukaj seveda, je to masa plač, kot je navedla kolegica. Zdaj, jaz moram tukaj poudariti, da govorimo mi o policistih, ki z svojim telesom in življenjem varujejo najvišje predstavnike države. Mislim, da tukaj ne bi smeli postavljati cene na življenje kot tako. Tudi organizacijska struktura gre po stopnjah, se pravi prva, druga, tretja in četrta. In seveda predsednik vlade in predsednica Republike Slovenije spada v drugo stopnjo. Ta stopnja predstavlja bistveno večjo tveganje, zaradi tega, ker so varnostniki oziroma tisti, ki varujejo, policisti, ki varujejo, izpostavljeni enostavno večjim tveganjem. Zdaj, a bomo mi diskutirali, a je, bom rekel, povečanje sredstev upravičeno ali ne, mislim, da na ceni, varnostnikov, ki varujejo drugo življenje, absolutno to ne bi smeli početi. Prav tako pa povečanje plač ne izhaja samo iz izplačil dodatkov, ampak tudi iz plačne reforme oziroma povečanje plač v javnem sektorju. To je prva zgodba. Zdaj, kršitve zakona delovnopravne zakonodaje. Tukaj bi se jaz dotaknil, za kakšne kršitve gre. Policijski način dela ali pa vojaški ali pa gasilski enostavno ne moramo predstavljati rigidno. In tukaj imamo mogoče nekaj pomanjkljivosti v zakonodaji, ki bi jih morali v prihodnje nasloviti. Dajmo si vsi skupaj predstavljati, kako bi bilo, če bi recimo gasilec ob gašenju požara na Krasu po 8-urnem delovniku mesto zapustil, kaj bi se potem zgodilo? So pač določene službe, ki enostavno ne smejo biti predstavljene kot nek rigidni delovni čas. Kaj pravite na te argumente? Dejstvo je, da se je masa plač varnostnikom, ki varujejo predsednika vlade v letu 2025 bistveno povečala v primerjavi z letom 2024, kar za 54%. In glede na to, da si vsi želimo, da bi transparentno ravnali z javnimi sredstvi, je prav, da bi predsednik vlade to pojasnil in tudi na to odgovoril. Danes generalna sekretarka vlade ni odgovorila praktično na nobeno moje vprašanje, je pa povedala nekaj drugega zanimivega. In sicer, da generalni sekretariat vlade je tisti oziroma ona, ki je delodajalec varnostnikom. Se pravi, danes smo v situaciji, ko opozarja predsednik sindikata policije in mislim, da povsem pravilno, da je to v nasprotju z določeno zakonodajo, kajti zakonodaja o policiji je jasna. Generalni direktor policije je tisti, ki vodi
policijo, ki torej na nek način varuje in dela na varnosti države, državljank in državljanov, varuje tudi v tem primeru oziroma skrbi za varnost tistih oseb, ki so varovane osebe v tej državi. Danes v tem primeru pa je, v primeru predsednika vlade, pa je generalna sekretarka tista, ki opravlja to delo. To je popolnoma nesprejemljivo, to je nek unikum, ki ga jaz ne poznam. In še naj odgovorim na te očitke glede kršitev delovnopravne zakonodaje. Glejte, tukaj je prišlo do hudih, grobih kršitev delovnopravne zakonodaje. Predsednik sindikata je danes, policije je danes na seji celo povedal, da če bi bilo obdobje, ko bi inšpekcijski nadzor bil narejen daljše, torej predstavljamo si, da bi to trajalo 1 leto, kar bi bilo neka normalna stvar, da vidimo, kako funkcionira sama zadeva znotraj službe za varovanje predsednika vlade, pa je to trajalo samo 4 mesece. Povedal je, da so oni sami kot dajali mnoge kršitve, ki so jih opazili in so želeli, da se opravi inšpekcija, pa to ni bilo opravljeno. Če bi se to opravilo v obdobju 1 leta, potem bi bile te kršitve še hujše. In prav je, da se na to opozori. In še nekaj, tukaj imamo predstavnike, samo še ta stavek, koalicijskih poslanskih skupin, ki seveda vedno govorijo o pravicah delavcev, danes pa bolj ščitijo predsednika vlade, ki krši zakonodajo, ki se postavlja nad zakon, namesto da bi torej zaščitili pravice delavcev. Lejte, kolegica Irgl, z vsem dolžnim spoštovanjem, meni se zdijo vaše navedbe hinavske. Pa veste zakaj? Vi ste bili članica prejšnje vlade in veste, kdaj je prišlo do povečanja javnih sredstev? Ko so širili varovanje na 3 podpredsednike vlade, ki so šli takrat na 3. stopnjo in takrat je bilo prav tako drastično povečanje sredstev. Zato se mi zdi nekorekten očitek z vaše strani v tem primeru. Kar se tiče hudo grobih kršitev, naj povem, rigidni delovni čas varnostnika je enostavno nepredstavljiv. Predstavljate si, da je predsednik vlade ali pa predsednica države ali pa v konec koncev predsednica državnega zbora na neki prireditvi, a bo varnostnik po 8-urnem delovniku pobral šila in kopita, se odpravil domov in pustil varovanca samega na prizorišču. Mislim, da je to nesprejemljivo in seveda prihaja do takih stvari. Zdaj, dotaknil bi se še, kaj je povedal predstavnik policijskih sindikatov, ki je v eni fazi navajal, da enostavno se poveča tveganje varovanja, če varnostniki delajo nad obremenitvijo. S tem se strinjam. Je potrebno biti racionalen pa pogledati, koliko je ta čas. Ampak v drugi sapi smo pa danes ugotovili, da je 186 zaposlenih v Centru za varovanje in zaščito pod okriljem policije v nadobremenitvenim delovnem času. Se pravi, delajo stalno nadobremenitve. Zato bi jaz rekel, da pod tistim okrilju, se pravi pod Centrom za varovanje in zaščito, bi eventualno prihajalo do enakih težav. Kaj je druga stvar? Center za varovanje in zaščito ima recimo da 400-300 varnostnikov, ki so zadolženi za razna področja. Zdaj, a bodo prerasporedili enega, ki v bistvu nima delovnih izkušenj na področju varovanja oseb, da varuje predsednika vlade, mislim, da to predstavlja bistveno večjo varnostno tveganje in se mi zdi nesprejemljivo. Toliko za enkrat, kar se tiče pa pravice delavcev. Lejte, absolutno jih zagovarjamo, ampak enostavno ne moremo prezreti dejstva, da vojaki, gasilci in policisti, ki varujejo osebe, da enostavno lahko sledijo 8-urnem delovniku. Seveda pa, kolikor je to mogoče, to zasledujejo. Globa, za kako hudo kršitev gre, to je šlo za neki prekoračitev, se pravi, ur v rednem delovnem času, in pa ni bilo, mislim, da nekim malem deležu ni bilo zagotovljeno 11-urnega počitka. Govorimo o izdanem opominu in o 300 evrih globe. Od tega se generalni sekretariat ne odmika, so poravnali in
vsi si lahko predstavljamo, če je to res huda kršitev. 300 evrov globe. Mislim, da je to sam. In zdaj bo to odgovor. pogledalo računsko sodišče, čeprav razumem, je to sklep komisije. Seveda, ampak lahko samo pojasnim, da... 30 sekund. Ja, samo da pojasnim, da poslanci stranke Demokrati nismo proti temu, da se povišajo plače varnostnikom. Vendar pa je potrebno to storiti na podlagi, ki je pravno zavezujoča, na podlagi zakonodaje. Predvsem pa je potrebno pripeljati za vse varnostnike nekako enake plačna razmerja, glede na to, da tudi ostali varnostniki varujejo najvišje predstavnike države. Mi imamo recimo predsednico Državnega zbora, ki je prav tako varovana oseba, ampak njeni varnostniki nimajo takšnega položaja kot varnostniki predsednika vlade. Torej, mi smo za to, da se povečajo plače, ampak to je potrebno urediti sistemsko, predvsem pa na pravni podlagi. To pa danes ni tako. Imate kakšen problem s tem? Glede zavajanja in kontradiktornosti danes, ki smo jih slišali iz opozicije na seji, bi jaz rekel, da se meni poraja resno vprašanje, kakšen je bil namen sklica te seje. Jaz resnično upam, da je bil zgolj z stališča političnega obračunavanja in ne kak bolj zlovešč način. Kar se pa tiče pravne ureditve, kolegica Irgl, jaz nisem pravnik, če se ne motim, tudi vi niste, in mislim, da imamo v Sloveniji pravne inštitucije, ki bodo presojali, ali gre za pravno kršitev. Zato pa bo tudi računsko sodišče povedalo. To pogledalo, to je bil sprejet sklep. Najlepša hvala obema, da ste bili naša gosta. Hvala.